Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi se mi pridružil Marko Golob, predsednik Project Management Instituta v Sloveniji. Z Markotom se bomo pogovarjala o projektnem vodenju in pa razvoju projektnega vodenja v Sloveniji. Marko, živa. Me veseli, ker si sprejel moje povabilo na podcast. Kdaj si bil nazadnje na ekonomski fakulteti? Ja, zdravo, hvala za povabilo. Vedno sem vesel, ko pridem na to fakulteto. No. Nazadnje sem bil ta drugi ponedeljek v januarju. Pri profesor Černetu sem bil kot zunanji predavatelj v ta Project Management 2 predmetu. Drugač ga ima Darja Aleksič. Tako da vsako leto pridem malo pogledati, malo predavati iz prakse. Eno kratko predavanje, 3 urce naredimo, kakšno rečemo, malo povem, malo teorijo, no. Teorijo povežem s prakso, kakšne take zabavne primere, se malo študente nasmejo, pa jih povabim, da pridejo tudi na PMI, pa tako, no, kakšno rečemo. Jaz sem, ko sem pregledal v bistvu malo tebe, malo tvoje CV, recimo temu tako, sem videl, da si primarno študiral na strojni fakulteti, da je bila ekonomska fakulteta šele tvoja druga odločitev. Pa bi mogoče malo o tem najprej začela, kako si se odločil, ko si vstopil sploh v študij in pa zakaj si potem izbral ekonomsko fakulteto? Ja, to je kar taka dolga zgodba. Jaz v srednji šoli mogoče nisem bil najbolj priden, bil sem tak pobalin, bi rekel. So mi šle bolj druge stvari po glavi, kakor neka kariera. Že takrat sem bolj o puncah pa teh stvarih razmišljal, ne. Nekje strojništvo sem razmišljal predvsem tega, ker je bil, moj brat je bil strojnik, moja dva strica sta bila strojnika, tudi oče, ki je bil sicer pilot, je mogel neko strojno narediti, tako da je bila nekje to v krvi naši, no. Predvsem sem se pa odločil z tega vidika, ker jaz sem imel zelo rad geografijo pa zgodovino, to sem se sicer rad učil, ampak nisem se videl, da bi službo dejansko v tem delu, in to mojemu bratu gre zahvala, ker je on rekel: "Lej, Marko, daj malo razmišljaj vseeno naprej, v strojništvu boš verjetno službo hitro dobil, tako da daj mogoče v to smer razmišljaj, no." Tako da sem res se pol odločil bolj iz tega vidika, no, ker pa nisem bil toliko priden, sem pol izbral ta visokošolski študij, še takrat bil. To je bil zadnja generacija pred bolonjskim. Tako da sem vpisal na ta VSŠ, kako je bilo, ja. In to je to, ne. Pol sem začel študirati, pol se mi je pa odprlo, no, pol sem bil pa kar priden, no. Tista faza pubertetniška je šla stran od mene in pol sem zagrabil tudi študij, tudi ga v doglednem času, bom rekel, končal, sicer diplomsko sem malo kasneje napisal, izpite sem pa zelo hitro naredil in tudi v bistvu pol začel delati takoj. Pa že med študijem sem malo začel programirati oziroma risati, no. Ti si se v bistvu takoj po končanem študiju strojništva že zaposlil? Ja, v bistvu ja, ker je bilo splet nekih naključij je bilo. Takrat sem iskal prakso, je pa moj brat odpiral podjetje in je dobil neki, bom rekel, v narekovajih večji biznis. In mi je rekel: "Daj pridi najprej delati kot študent, pol bom pa videl, če se iz tega kaj še razvije." In sem v bistvu že med študijem nekaj pomagal in iz tega se je res malo več razvilo, tako da v bistvu takoj, ko sem izgubil ta študentski status, v narekovajih izgubil, sem odprl tisti espe, da sem lahko pri mojemu bratu delal, no. Tako da v bistvu pol sem pri njemu bil vse skupaj 7 let. Tako da ja, to so bili moji, recimo, strojniški dnevi, no. Kaj pa je v bistvu pol bil tisti premik? Zakaj si se odločil vpisati na ekonomsko fakulteto in pa katero smer si potem izbral? Več stvari se je spet takrat dogajalo, pestro je bilo. Takrat smo pol, recimo, da izgubili v narekovajih tisti biznis, je bilo treba iskati službo. Iskal sem najprej kot espe, da bi spet bil neki zunanji programer oziroma da bi risal kot zunanji modeliral, ampak nikjer nisem uspel dobiti kot zunanji, sem pa se pač na razpise normalno prijavil za službo in sem imel srečo. Vedno moraš imeti srečo v življenju, ne. In da sem se zaposlil kot neki projektni vodja, v bistvu vodja del v gradbeništvu za neko firmo KSV, ki je takrat dobila posel vzdrževanja bencinskih črpalk OMV v Sloveniji. Tako da je bilo to čisto novo ustanovljeno podjetje, 3 smo bili. No, in takrat sem se prvič tudi malo bolj seznanil z večjo organizacijo pa tem in sem videl, da mi je ful všeč to, še povezovati tehnične stvari malo s financami. Sem bil pa roko na srce švoh na tem področju, no, in sem v bistvu takoj začel že na internetu malo brskati, se izobraževati sam.
In tako je prišla neka ideja v podzavesti, da bi pa vse še formalno to neko izobrazbo naredil in v bistvu sem pač izbral pol tako ekonomsko fakulteto, ki bo takrat ta izredni študij obdelal, ne. Poslovodenje in organizacija je bilo, ja. Kako pa ti je bilo v bistvu na izrednem študiju? Ja, meni je bilo ful dobro, no. Mislim, če primerjam strojno fakulteto pa ekonomsko fakulteto, res, da je vmes 10 let razlike, no, je ekonomska veliko na višjem nivoju, no. Res, meni je bilo všeč. Izredni študij mi je bil tudi všeč, ker so bili v bistvu ljudje tam taki kakor jaz, ki so že šli čez neko fazo, so bili že v službi, ne, 4-5 let, a nekateri so bili tudi že po 15 let in smo že z nekimi izkušnjami prišli noter. Sicer smo bili v narekovajih še vsi zelenci in smo si malo izmenjavali izkušnje in tudi sami predmeti so bili sicer, so v bistvu isti kakor na rednem študiju, ampak so vse malo profesorji, vse malo prilagodijo, ne, ciljni publiki. Ciljna publika smo bili pač mi, ki smo že zaposleni, tako da so že tako kakšne primere iz prakse, to boste pa vi lahko tam uporabili, pa tako, ne. Tako da mi je bilo všeč in smo se tudi dosti povezali s to grupo študentov, no, tako da z ene parimi sem še zdaj v stiku. Tako da same dobre besede vedno rečem, no, tudi ko me kolegi vprašajo, daj primeri strojno pa ekonomsko, vedno rečem, strojno v redu, kar se tiče službe, pa to boš te hitro dobil, kar se tiče pa nivoja profesorjev, nivoja predmetov, pa ekonomska definitivno, no, daleč naprej. Zdaj ti si zelo, bi rekel, recimo ekspert v projektnem vodenju, a pa tvoja dolgoletna kariera, recimo, lahko z izkušnjami temu botrira, ne. Pa me zanima, a si imel kaj predmetov tudi v času svojega izrednega študija v projektnem vodenju? Ja, bil je ta predmet, na katerem predavam kot zunanji, Project Management 2, ne, ampak ga nisem opravljal. Zato, ker sem imel narejen PMP izpit, certifikat PMP in sem takrat zaprosil vaš študijski referat, če mi lahko priznajo ta predmet kot izpit, ki sem ga že v bistvu naredil in so rekli, ja, seveda, to je pač toliko višji nivo, so mi ga priznali, tudi profesorca se je s tem strinjal in so mi dali 10 avtomatsko, no. Tako da ja, zanimiva zgodba, ja. Tako da dejansko ga nisem imel tega predmeta, no, ja. Pol pa, preden bomo razložili, kaj PMP je, si predsednik Project Management Instituta Slovenije, pa bi mogoče malo več o tem sploh povedala, kaj sploh PMI je, s čim se ti ukvarjaš, zakaj je sploh ustanovljen v Sloveniji, kaj omogoča. Jaz sem tudi prebral, da cilj vašega združenja se pravi, da nekako zavestite podjetja, kaj pomeni projektno vodenje in da potem tudi, ko se odločijo podjetja za projektno vodenje, nekakšne rezultate ponesejo vam. Ja, zdaj, kako sem se povezal s PMI-jem, je spet tista zgodba, ko sem postal ta projektni vodja in sem spet mogel na internetu se sam učiti, kaj je projektni management, kako se plane naredi in sem spet prišel do tega PMI-ja, ne, se bom povedal, kaj je PMI in tako sem se včlanil v to društvo noter, no. Mogoče, da korak nazaj, kaj je PMI, to je pač združenje, ki izhaja iz Amerike, Project Management Institute. Ustanovljeno je bilo tam v 60-ih letih in je v bistvu njihov namen je bil že takrat izobraževati neke ljudi, ki delajo na projektih, takrat se niti niso imenovali to projektni vodje, ampak vseeno so bili projekti, ne, projekti so stari 200-300 let, še rimskih časov, samo drugače so se poimenovali. No, in je ta institucija ratala dosti močna, v narekovajih, jih je tudi ta, mogoče, ne vem, vlada, kako pač v Ameriki so jih slišali, so jih tudi priznali, so jih tudi neki sofinancirali in to se je pa razširilo, ne. Najprej se je to razširilo po Ameriki, po 80-ih in 90-ih tudi, no, v koncu 90-ih pa v začetku 2000-ih se je pa to začelo širiti tudi nekje po ostalem, v drugem svetu, ne. In tako je prišlo tudi do Slovenije. Zadeva je taka, da PMI funkcionira na ta način, da odpira chapterje, se imenuje chapterji, to so pač v Evropi neprofitne organizacije, ki imajo pač to, lahko uporabljajo ta ime, ne. In tako smo mi, no, ne mi, takrat so ustanovili PMI Slovenija Ljubljana chapter. No, ja, naš namen je v bistvu izobraževati na področju projektnega vodenja posameznike, ljudje, ki so že projektni vodje, ki bi radi postali projektni vodje in pa tudi dajemo neke konsultacije podjetjem,
če nas zaprosijo na pomoč, pridemo, mogoče kakšen problem rešimo, mogoče jim samo svetujemo, mogoče kakšno predavanje naredimo, se pa fokusiramo res na projektno vodenje, ne. Tako da probamo pa pol povezovati stvari, ne, ker projektno vodenje je malo umetnost, je komunikacija od plana, financ moraš malo vedeti, tako veliko enih vsebin pokriva. No, če bi zdaj kar razbila tole projektno vodenje, ja. če se kdo sprašuje, pa kaj hudiče je projektno vodenje, kako to poteka, če bi nekako tako naredil eno celoto, kaj je projektni vodja, pa kako projektno vodenje izgleda. Ja. Zdaj bom rekel, kaj je prav, pa kaj ni prav, ne. Kaj ni prav je, dostikrat neke podjetja imajo nekega zaposlenega in mu reče, ti si zdaj projektni vodja, on revež sploh ne ve, kaj to je in dela vse, ne, on dela vse. Tajnica za vse, deklica za vse se temu reče, ne. No, to ni projektno vodenje, ne. Projektno vodenje, to je profesionalni poklic, ki vodiš projekte, ti menedžiraš ljudi, ki delajo na projektih, ti koordiniraš sestanke, ti koordiniraš deležnike, da so obveščeni, ti koordiniraš, da je plan narejen, da se sledi planu. To je projektno vodenje, ne. Projektno vodenje ni to, da ti enemu revežu daš, da tam mora vse delati. Da zraven še programira, še direktorja obvešča, to ni projektno vodenje, ne. Kako pa je projektno vodenje razvito v Sloveniji? Zdaj, verjetno je malo drugače za tujino, oziroma pa z bolj razvitimi, ali pa s podjetji, ki so bolj razviti v smeru projektnega vodenja, koliko se mi v Sloveniji s tem probamo izenačiti, a je razvito ali ne? Ja, tako bom rekel, v zadnjih 2-3 letih se je nivo bistveno dvignil, no. Tako, če primerjam na začetkih mojih teh srečanj s PMI-jem, je bilo to, to ni nič, kaj to rabite, te certifikati, to je brez veze in tako naprej, ne. Zdaj se pa nivo bistveno dvignil, ne, kar se recimo pojavlja je, da neke večje organizacije, kakor banke, zavarovalnice, ki dajo ven razpise, že v razpisne pogoje dajo pogoj, da mora biti na strani dobavitelja certificiran kot projektni menedžer, to zdaj ima PMP ali pa kakšen drug certifikat, ne. In s tem so v bistvu neke organizacije iz tujine v bistvu malo prisilile tudi slovenska podjetja, da malo o tem razmišljajo, ne. Tako da se je nivo bistveno dvignil, ne. Zdaj ne smem imenovati sicer podjetja, ne, ampak je prišlo zelo znano slovensko podjetje, ki dela za cel svet, vsi ga poznajo, se ni mogel prijaviti na nek razpis zaradi tega, ker ni imel certificiranega projektnega vodja po PMP-ju, ne. In so nas pol prosili, Marko, zdaj kaj to, ali nam lahko kaj pomagaš, ali nam lahko neki izpit. Rekel, ja, žal to ne gre tako, ne. Tako da se dviga nivo, opažamo pa še vedno, da pač da dostikrat pride kakšen na izobraževanje, ker so ga pač tako poslali, ti si zdaj projektni vodja, pojdi ti na to izobraževanje, boš naredil izpit in pa boš vse vedel, ne. Ni čisto tako, ne. Ni čisto, vseeno treba nek standard. Standard se dviga počasi v podjetjih, no, tako bom rekel, ne. Ampak če bi zdaj rekla napram tujini, kje smo mi v Sloveniji s tem? Jaz bom rekel, da kar se tiče ZDA, ker se dosti tudi s kolegi, pa bil sem tam pogovarjam, je to, še nismo na tem nivoju, je še daleč od tistega nivoja, kaj je projektni vodja v Ameriki, se pa približujemo nekemu Nemčiji, tako bom rekel, no, Avstriji, Nemčiji, temu delu. Je pa dosti višji nivo, kakor je recimo, pa zdaj me bojo mogoče kakšni tle lovili, ampak Hrvaška, Srbija je še nižji nivo, no, tako da. So že spoštovani malo bolj, no. A pa mogoče to zaradi same organizacijske kulture, pa ne vem, recimo naših nekih navad, da ni to tako, ker ponavadi je bilo zmeraj, mislim, vse mi tudi imamo, ravno če gledamo podjetništvo, pri nas je bolj neke vrste obrtniško, ne. Se pravi, niso zdaj to velike korporacije, ampak so večinoma družinska podjetja, na nek način vodenja je zelo znan, mogoče ta vpeljava z nekim sodobnim pristopom, kot je projektno vodenje, niti ni. Ja, dosti teh podjetij, ki so malo manjša, razmišljajo v to smer, si niti ne more privoščiti zdaj toliko ljudi, da bi imeli zdaj res enega poslovnega analitika, pa projektnega vodja, pa nekega testerja, ne, tega pač ni, nimajo možnosti, mi to razumemo normalno, ne. In pol v enega človeka vse to namečejo in mu rečejo projektni vodja, ne, in pol ta revež je izgubljen, ne. In je tudi preobremenjen in tako naprej, ne. Mi predvsem taka manjša podjetja in bom rekel svetujemo in hočemo dopovedati, da je moramo razbremeniti te ljudi, no, da to niso supermeni, ki lahko in programirajo in vodijo projekte in še analize zraven delajo, ne. Kaj pa kakšne dobre prakse iz slovenskih podjetij, se pravi, da imajo te
obstajajo prav projektne pisarne, kjer se resno grejo v podjetjih, projektno vodijo? Kako je to s tem? Imamo, recimo lahko tudi jaz na SIU zdaj delam, jaz sem vodja projektne pisarne, to je na nivoju, no. Mi imamo projektno pisarno, je več projektnih vodij in potem te ljudje vodijo projekte, dejansko vodijo projekte. Lahko tudi kakšen, ki nima naziva projektni vodja, lahko vodi projekt, ampak te neke večje zadeve, ki grejo čez neke investicijske komisije, ki jih morajo tudi strateški kolegi na uprave odobriti, jih pa vodijo samo profesionalni projektni vodje, ne. Tako da to je res nivo. In ti ljudje niso deklica za vse, so dejansko projektni vodje, ki vodijo projekte, ki poslušajo deležnike, kako se odzivajo, pripravljajo plane, finančne okvire, tako da je, no. Se tudi drugi primeri, se tudi Zavarovalnica Triglav, lahko povem, ima projektno pisarno zelo v redu. Tako da so firme v Sloveniji, ki imajo to. Kakšne so pa možnosti zaposlitve kot projektni vodja, oziroma da bi moč malo bolj razbila za neke bodoče iskalce zaposlitev, pa še študente? Kako lahko jaz sebe, kot želim si biti projektni vodja, lahko razvijam že v tem času, da bom potem, ko stopam na trg dela, mogoče dober projektni vodja v podjetju, ki ima pač to stvar urejeno, ali pa da tudi v podjetju, ki še tega nima, jaz doprinesem nekako. Ja. Zdaj, iskreno povedano, ne, da nekdo začne kot njegovo prvo delovno mesto v nekem podjetju kot projektni vodja, v bistvu zelo težko. Ker organizacije imajo rade nekoga, ki je že znotraj firme na nekem delovnem mestu, mogoče tudi samo 1 leto ali pa 2 leti, pa 3 leta in mu pol dajo ta naziv, ti si pa zdaj projektni vodja, ne. Je pa res, da se to tudi počasi spreminja. Sem že videl razpise na mojem delu, da iščejo nekega, recimo, junior projektnega vodjo ali pa projektnega asistenta, kar je v bistvu zelo v redu. Zelo sem vesel, da sem to opazil, no. Kar mogoče priporočam nekomu, ki se vidi v tem, da bi nekoč rad postal projektni vodja in mu je ta način dela všeč. Obstajajo neka izobraževanja na tem področju, ki jih tudi PMI organizira, ki so namenjena ravno tem, bom rekel, bolj proaktivnim študentom, a pa nekom, ki je na začetku svoje kariere, da dobi nek certifikat CAPM, ne, Certified Associate in Project Management, ki je neka vstopna točka v svet projektnega vodenja. In pol tudi, recimo, organizacije, ki imajo te sisteme malo bolj dodelane, ki imajo te projektne pisarne, sem prepričan, da bi nek vodja projektne pisarne, ki bi zaposloval neko osebo in bi videl, da ima nek tak certifikat, da ga je dobil študent, bi imel sigurno prednost pri tej zaposlitvi, ne. Zdaj, ko smo glih pri certifikatih, a ne, v bistvu, bi lahko malo več razložil, kateri vsi certifikati obstajajo, koliko to dejansko ponuja, dodaja neko vrednost osebi, ki ga ima, koliko je to mednarodno priznano, ker vemo danes, da mladi mogoče zelo radi gledajo čez mejo, ne. Pa mogoče, ali je to na kakšnem skalu je ta certifikat priznan, zdaj katerikoli. Tako, mogoče spet en korak nazaj, ne, v PMI pa v ZDA, tam je zadeva zelo, zelo priznana, ker je tudi ta metodologija povezana z njihovim ANSI standardom. To je direktno povezano. In tam praktično, ne me zdaj za besedo držati, ampak ne moreš biti v neki, bom rekel, narekovajih resni firmi, voditi nek večji projekt, da nimaš PMP certifikata. To je dejstvo. Sem bil v Ameriki, sem se pogovarjal in so mi potrdili, da je to res tako. Ta kultura oziroma kako se reče, da PMP se prepozna tudi v Evropi, je mogoče šele zdaj, 10 let, 5 let, no. Tako da nivoji so pa različni. PMI, organizacija, ima 4 različne nivoje. To je prvi nivo, je ta CAPM, ki sem ga že omenil, je nekomu namenjen, ki ravno vstopa na trg dela. Potem je ta najbolj priznan PMP, to je Professional Project Management. To je najbolj priznan certifikat, tega ima tudi daleč največ ljudi, več kot 1 milijon ljudi po celem svetu. Potem imaš pa še zadnje 2 nivoja, to je certifikat za program management pa portfolio management, ampak roko na srce, to so že dosti zakomplicirane zadeve in niti niso priljubljene in ljudje tega niti ne opravljajo več, niti ne hodijo na izobraževanje, niti ne grejo na izpit. Tako da najbolj priljubljen in najbolj razširjen je ta PMP certifikat. Zadeva je res razširjena je iz Amerika, Severna Amerika, Južna Amerika, Azija, tudi Kitajska, Indija sploh, Avstralija. In pa recimo na delu Evrope, kakor je Španija, Italija, Slovenija, pa ta vzhodna Evropa.
Zdaj, pri Nemčiji je pa tako, so tu še različne organizacije, da ne bo pomote, ne. Imaš še IPMA organizacijo, ki ima pač svoje certifikate, so tudi priznani, ampak ne tako po svetu, so pa v Evropi tudi priznani. Tako da Nemčija da veliko veljavo tudi na ta IPMA certifikatu. Naprimer United Kingdom, ne, Velika Britanija, oni imajo pa rado Princeton 2 certifikat. No. So pa to približno na istem nivoju certifikati. Neka organizacija, ki zaposluje, nikoli ne daje pogoja, razen v Ameriki, da hočejo točno dotični certifikat, oni celo v razpise napišejo, ne vem, IPMA ali Prince 2 ali pa PMP. No, tako. Se pravi, v bistvu Evropi načeloma ni potrebno, da imaš certifikat, če pa ga imaš, je pa neka dodana vrednost. No. Dodana vrednost, bom rekel. No. Je pa res, da tisto, kar sem omenil že par minut nazaj, da že neke večje firme na večjih tenderjih objavljajo v razpisne pogoje, da želijo imeti nekoga, ki ima pa PMP certifikat. Ne. In sem prepričan, da če gremo zdaj na LinkedIn pogledat neke zaposlitvene oglase za senior project managerja v kakšni Švici, v Nemčiji, bo že kot requirement bil napisan nek certifikat, no ravno iz tega vidika. Ne. Se pravi, kako je pa z pristopom na to certificiranje? A je se lahko prijavim recimo na vse, ali kakšen je to v bistvu? Tako, zdaj, kot nek začetnik, kot nek študent se lahko prijavite na tisti začetni certifikat oziroma začetno izobraževanje CAPM, tisti nima nekih posebnih omejitev. Ne. Zdaj, za PMP certifikat so pa zahtevane, da ali imate diplomo pa 3 leta izkušenj na projektih, ni potrebno, da ste projektni vodja, lahko delate na projektih kot tester, kot poslovni analitik, karkoli pač. Šteje se, da delate na projektih. Če pa pač nimate diplome, nimajo osebe diplome, je pa 5 let delovnih izkušenj potrebnih za pristopitev k izpitu. No, tako je. Je pa tudi pogoj, da za PMP certifikat je potrebnih 35 ur izobraževanja, ki pa jih lahko provede samo nekdo, ki je za to usposobljen, ki ima dodaten certifikat, da lahko sploh usposobljuje ljudi za pristop k temu izpitu. No. V Sloveniji imamo eno osebo, to je Andreja Križnič, ona je usposobljena za izvajanje tečajev za PMP. Ne, tako. Zanimivo. Zdaj gledam to, da si ti v Sloveniji že kar veliko časa v projektnem vodenju. A bi lahko malo opisal, kako se pa samo projektno vodenje glede na segmente razlikuje? Ker so tudi verjetno deležniki drugi, oziroma kako izgleda sam nek dober projekt z projektnim vodenjem? Ja, to je zanimivo. Jaz imam izkušnje iz strojništva, iz gradbeništva in iz IT-ja. Tako bom rekel. Če gremo zdaj korak nazaj, ne, v strojništvu in gradbeništvu je zadeva malo bolj strukturirana. Gre v nekih korakih in se ne vračaš nazaj na prejšnje korake. Ne. Zdaj, če bom dal tak konkreten primer, ne, ko vi gradite hišo, pa nekdo, ko gradi hišo, mora biti načrt vnaprej znan. Mora biti vse vnaprej znano. Da imaš gradbeno dovoljenje, da imaš načrte, arhitektura, kje bojo ploščice, kje bo pisuar, kje bo kuhinja. To je vse v bistvu načrt projekta. Ne. In ti, ko enkrat začneš graditi, ne moreš kar spreminjati nekih zidov, dodajati garažo in tako naprej, ker rabiš novo gradbeno dovoljenje. Ne. Tako gre v bistvu res po nekih korakih, temu se reče waterfall approach, kot slap. Gre dol, ne. Zdaj, če pa gremo na IT, je pa zadeva zelo agilna, se hitro spreminja. Ti niti vnaprej ne moreš vseh korakov predvideti, ker enostavno nek software se spreminja, niti sami uporabniki dostikrat ne vejo, kaj sploh želijo od samega programa. Je pa zadeva zelo agilna, se zelo spreminja. Tukaj ima kot projektni vodja moraš imeti mogoče malo več take tolerance do ljudi, da zdaj so pa nekaj novega povedali, pa je treba to na novo zapisati, pa tako naprej. Ne. Bolj je dinamično vse skupaj. Ne. Pri strojništvu in gradbeništvu gre res bolj po neki strukturi. Ne. Sploh v gradbeništvu je to. Ne. Mi, ko smo bencinske črpalke gradili, ne, tam moraš vse naprej predvideti. Ne. Kdaj ti bojo prišli varilci na teren, kdaj ti bo prišla hruška z betonom, to moraš vse predvideti naprej. To ne more biti agilno, nič ne. Ko pa si zdaj rekel agilno vodenje, to je neka vrst projektnega vodenja, bi lahko več o tem povedala? Ja, seveda, ne. Agilno vodenje je nasprotje od waterfall approacha. Ne. Kaj to pomeni? Da sam
projekt se vodi v nekih interakcijah, ne? Da se lahko vračaš korak nazaj, pa pogledaš, kaj si naredil, pa mogoče kaj spremeniš, pa v naslednji interakciji, naslednjem časovnem intervalu to popraviš, ne? Tako da to je, tako bom rekel, na hitro opisano agilne, ne? Zdaj, za en konkreten primer, ko se software razvija, ne, ponovadi se uporablja neka Scrum metodologija, to je metodologija po agilnih metodah. Imaš neke časovne intervale, v katerih neka ekipa deluje. Naprimer, dvotedenski časovni interval se imenuje dvotedenski sprint. In v tem času ekipa dela, razvijalci razvijajo, testerji testirajo, poslovni analitiki to spremljajo, projektni vodja pa to koordinira. No? In po 2 tednih ekipa pogleda, kaj je naredila, in zdaj smo pa mogoče nekaj tukaj napačno naredili, tisti uporabnik pa ni zadovoljen s tistim in lahko naredi plan za naslednja 2 tedna, da bo te zadeve popravil, mogoče kaj dodelal, ne. In tako gre ta zadeva naprej, ne, po nekih korakih, tako, po nekih interakcijah, ne. Ja. Oziroma, katerega projektnega vodenja pa še dalje več, tega agilnega? Ali kam se premika? Jaz bi kar rekel, da je zdaj zelo popularno, tako vedno so neke popularne, te hibridno je zdaj popularno. Ta hibriden izraz je zelo populaben, tako da imamo zdaj dobre lastnosti waterfall approacha, tradicionalnega approacha, pa agilnega approacha. Tako da jaz sem že na prejšnji firmi, ko sem bil IT projektni vodja na Adacti, sem uporabil ta hibridni approach, da smo imeli plane vnaprej, imeli smo neke časovne roke, ok, v enem letu bomo to naredili in smo to razdelili na milestone, na neke menike, kar se pa dogaja znotraj menika, naprimer znotraj 3 mesecih, smo pa agilno pol delali, ne. In to je ta hibridni approach, ne. Fiksni rok, fiksni proračun, kaj se pa vmes dogaja v mesečnih interakcijah, je pa bilo agilno. Tako, to je ta hibridni model. Kaj me zanima še, recimo, kako bi ti opisal, kakšna oseba moraš biti, pa dobro, da si katere neke veščine moraš imeti, da si lahko dober projektni vodja. Pa ni važno zdaj za kjer segment, pa če gledamo zdaj samo na osebnem nivoju. Če najbolj pomembne se mi zdi, da nimaš visok ego, ki ga imamo vsi malo, ampak da kontroliraš svoj ego. Zakaj? Ti kot projektni vodja redko kdaj imaš formalno moč nad nekimi ljudmi v nekih oddelkih. Kaj želim s tem povedati? Ne moreš ti njim govoriti kot projektni vodja, daj to naredi, daj ono naredi, daj to naredi. Ti moraš uporabiti mehek pristop. To so ljudje, ki so zaposleni v nekih drugih oddelkih, imajo svojega šefa, ampak sodelujejo na tem projektu, ker je pač pomemben za to družbo. In ti si vodja teh ljudi. V bistvu pa nisi vodja teh ljudi, ne? In ti moraš take mehke pristope imeti, to moraš sodelovati. Ljudje, ki imajo visok ego, ki mislijo, da bojo odločevalci, da bojo ne vem kaj, niso primerni za to vlogo, ne. To je tak nežen pristop, vljuden moraš biti, ne. Kar hitro se ti lahko zgodi, da se ti kdo postavi nasproti tebe in ti lahko začne v narekovajih delati neko štalo, ker pač ni zadovoljen uporabnik ali pa deležnik na tem projektu, ne. Tako da te mehke veščine so ful pomembne, no. Tisto sama nekam znanje, tehnično znanje, niti ni toliko pomembno. Fajn je, da se mogoče sproti malo priučiš, ni pa bistveno tisto. Ni bistveno, ne. Jaz sem šel iz gradbeništva direkt v IT, pa sem imel na začetku težave, ampak tiste osnove sem se pač priučil, ker so res potrebne za zavarovalništvo oziroma za IT, ne. Ampak kako pa komuniciraš z ljudmi, ali si vsiljiv, ali pišeš normalne e-maile, ali kako delaš stranko, to so pa neke mehke veščine, ki so pa res pomembne, no. Kako se ti zdi najboljši pristop, da te mehke veščine pridobivaš zdaj, če smo, kar si opisal za projektno vodenje, kako se jih recimo sam? Ja, jaz sem kar hodil na neke tečaje, tako razne tečaje sem tudi na internetu kaj najdel, tudi kakšno knjigo sem prebral, ker eni ljudje imajo to bolj naravno so naravni govorci, naravno znajo to, eni pa malo manj. Mogoče sem jaz na tej strani, ker sem se mogel teh stvari bolj priučiti, kako komunicirati, kako držati roke in take stvari. Tako da veliko enega dela sem mogel na sebi narediti, da sem se teh stvari priučil, no. Enim je pa to bolj naravno. Imam zdaj, lahko povem, enega projektnega vodja v moji projektni pisarni, ki je pač naraven. On to naravno se zna komunicirati, njemu ni treba hoditi na te tečaje, on to vse že ve. Jaz sem mogel hoditi na to, ne. Tako da je odvisno od tipa človeka,
In najboljše, kad dobiš še en projekt, da si prilagodljiv, to je pomembno, da si prilagodljiv, da se znajdeš v situaciji, ok, sem naredil napako, sem do tega človeka, do tega deležnika, mogoče direktorja sem bil pa mogoče malo preveč vsiljiv, da si samokritičen do sebe, da narediš neko refleksijo in jo pol tudi popraviš to refleksijo in pol narediš korak. Dobro je, da se tudi, da ti da neko sliko tvoj šef. To je vedno dobro, da ti pove, lej Marko, tle si pa malo preveč bil agresiven, to si pa na tak način, lej stranko pa ne moš na tak način komunicirati. Tako da, in da to ne jameš osebno, ne. Ker ti si mogoče v tistem trenutku mislil, da ti dobro delaš, da si stranko mogoče malo bolj pritisnil, ampak mogoče ni bilo najboljš. In ti lahko nekdo da drugačen pogled na to situacijo. Moraš biti samokritičen, no. In da kad ti šef to reče, lej, to pa ni bilo v redu, da si ne jameš tega osebno, ne. Tak moraš biti, no. Kako pa je recimo, kako se občuti razlika manjših projektov, pa projektov, ki so večji, ali pa projekti, ki so celo mogoče izvajajo v Sloveniji, ampak so za tuje deležnike, se pravi za tujino. Bi mogoče kaj o tem povedala? Ja, zdaj jaz vam povem, da velikost projekta, proračun projekta in pa časovnica projekta nima nobene veze, koliko je projekt zahteven za voditi. Lahko vam zdaj povem, da mi imamo večmilijonski projekt na SIJ-u, ki poteka brez problema. To samo gledaš. To je nekaj neverjetnega. Imamo pa tudi projekte, ki so po en mesec, ki so res za majhne denarje in se vrtimo okoli istih stvari in ne znamo narediti nekega normalnega preskoka. Tako da sama velikost niti ni povezana, koliko je projekt zahteven, ampak bolj, kakšni so ljudje, ki sodelujejo na tem projektu. Če imaš ti, kakor je na unem projektu, vse ljudi, ki so željni tega uspeha, ki vejo, kaj je cilj, je to teka nemoteno, zelo v redu. Če imaš pa ti nekaj ljudi, ki ne razumejo, kaj sploh projekt je, ne razumejo, kaj si želijo od projekta, ne razumejo, kaj je cilj projekta, se pa lahko zapletaš zelo na majhnih projektih. In te so lahko zelo zahtevni. In kar se pa tiče s tujino, je pa tako. S tujino ponovadi delaš na večjih projektih, narekovaje večjih projektih. Jaz imam izkušnje s temi večmilijonskimi projekti za zavarovalnicami, kjer si ljudje želijo uspeha. Njim je cilj, tebi kot dobavitelju in njim kot naročniku je cilj, da to uspe. In to je užitek delati na takih projektih. In to kar nekako teče. No. Saj imaš zaplete, normalno, pa smo se kaj zmotili, pa smo mogoče kaj obljubili, kar zdaj ne znamo narediti, pa bomo pol popravili, pa smo nekaj premalo zaračunali, preveč zaračunali. Ampak to so takih problemov je veliko, ampak to niso resni problemi. Problem je, ko se začne zapletati z ljudmi, ki ne vedo, kaj želijo sploh od projekta. Ne. Tam pa rata problem. Ne. In iz tega je zelo težko vam priti pol, no. To so pol tudi projekti, ki so lahko neuspešni, tako pač je. Ne. Ampak še to, projektni vodja se pač mora zavedati, da ni on kriv, da je ta projekt neuspešen. Tako pač je. Taka je situacija na tem projektu s temi ljudmi, tak cilj smo si zadali, tega cilja ne bomo dosegli, projekt je zaključen, gremo naprej. Ko si pa zdaj rekel, se pravi, odgovornost, ne? Ja. Kje pa je ta meja odgovornosti, se pravi nekega projektnega vodja, do kje je odgovoren, pa do kje ni več odgovoren za nek določen projekt? To je pa v bistvu dosti pomembno, kako ima organizacija postavljena neka notranja pravila, kakšno ima strukturo in pa koliko ti nek ali uprava ali pa nek direktor dopusti svobode. Zdaj, če grem na prejšnji firmi, ki sem delal, smo imeli dosti projektno organizacijo. Kaj to pomeni, da je bil projektni vodja, tudi bom v narekovajih, nek šef teh developerjev in testerjev, ki so delali na projektu. Tako da ti si tudi njim odobraval dopuste, oni so ti sporočili za bolniške odsotnosti in tako naprej. Ne. Tam je bil v bistvu projektni vodja imel dosti veliko moči, bom rekel. Ne. Kar se tiče financ, se pač vedno posvetuješ, ali je to z direktorjem ali pa z delivery managerjem, se temu reče, in on na koncu potrjuje neke račune in tako naprej, ali pa izdaja fakture. Ti pripraviš obračun za izdajo fakture in potem direktor ali pa ta delivery manager povesta, ja, v redu je, Marko, izstav račun, ne, ampak ti si ga pa pripravil. Ne. Nimaš pa te formalne moči, da podpišeš fakturo, ne. To ima pač direktor, zakonit zastopnik. Zdaj, v nekih organizacijah, ki pa je ta matrična organizacijska struktura ali pa linijska organizacijska struktura, so pa projektni vodji, tako kot sem prej omenil, nimajo te formalne moči. Ne. Tam je potem odvisno, koliko jim
uprava na teh, je to strateški kolegi, investicijski komiti ali steering komiti, dovoli moči. Zdaj, na enih projektih ima lahko projektni vodja moč, da tudi sam potrjuje kakšne ponudbe ali pa change requeste ali pa izdaja fakture sam, na enih projektih pa ne. Tako da v bistvu je čisto odvisno od projektnega sponzorja, od direktorja, od uprave. No. Tako, je res čisto odvisno. No. Kaj pa zdaj te, mogoče, ko greva že proti koncu, zunanje firme oziroma podjetja, ki se prav ukvarjajo samo s projektnim vodenjem, pa so kot neki svetovalci za podjetja, ki jih najame, koliko je pa tega v Sloveniji, pa ne vem, kakšen je tukaj mogoče ta razpon oziroma razvoj za prihodnost. Je tudi nek trend, da se bo zgodil ali kako? Jaz tudi, meni je to dejansko všeč, da so projektni konzultanti, ali kakorkoli se jim reče, in tudi ne vidim, da je to slabo za organizacijo, ki najema takega konzultanta. Zdaj, ker če organizacija ve, da mogoče je to neka sprememba softverja v celi firmi in da je to zelo zahteven projekt, ki bo veliko ljudi vpletenih, je mogoče dobro, da ima zunanjega konzultanta kot projektnega vodja ali pa sam kot pomoč. Ker bojo te deležniki malo drugače gledali na tega človeka in tudi on si bo več upal. Zakaj si bo on več upal? On ve, da čez 1 leto se mu bo potekla pogodba. On ve, da pogodbe nima več naprej, ker projekt bo končan takrat. In on si upa tudi, da je kaj reči. Poslušajte, to pa ni v redu, bom eskaliral to do uprave, to pa vi ne delate v redu, to bi pa vi mogli pripraviti, pa niste pripravili. Ker nekdo, ki je znotraj firme, tega ne bo upal vsakič narediti, ker ima nekega šefa nekje, ki bo rekel, ja, zdaj pa delaš probleme, ne? Zakaj delaš te probleme, ne? A veš? In je v povojih to, je v Sloveniji v povojih, ampak jaz spodbujam, no, za te projektne konzultante. Se bo razvili nekaj v tej smeri? Ja, jaz mislim, da se bo razvilo. Podobno kot imamo neke zunanje svetovalne agencije za marketing, recimo. In roko na srce tudi za same organizacije, ti veš, da imaš projektnega konzultanta, 1 leto mu daš te formalno moč, mu daš neko, da tudi odloča, da pove kaj na glas, kar mogoče ostali ne bi povedali, in pa po 1 letu je projekta konc, on gre nekam drugam, brez zamer, si date roko, se mogoče se vidite še daj drugič. In je v projektu uspešno zaključen. Projekt je uspešen, ne. Ker dostikrat se zgodi v teh organizacijah, ki projektne vodje nimajo moči, da si nič ne upajo povedati, ne. In je res, to projekt je problematičen, mogoče celo gre čez nek proračun, delajo neki deležniki, interni deležniki delajo neke težave, mogoče celo kakšni direktorji, si pa noben ne upa tega na glas povedati, ne. Ker se boji za svojo službo, ne, ker je on zaposlen v organizaciji, ne. In to so vedno take dileme, potem, ko si jih mora projektni vodja nekako sam pri sebi razčistiti, koliko, ali zdaj povedati kaj ali ne povedati, na kakšen način povedati, ali pa to politično mogoče malo videti, ne. Ampak jaz gledam, zdaj, če gledam čisto kot objektivno na projekt, je treba povedati. Če pač zadeva ni v redu, če nekdo dela probleme, če kdo ni nekaj naredil, če se nekdo nekaj izmišljuje, je treba to pač na glas povedati. Je pa res, da včasih to ni lahko. Tudi sam imam težave. Potem pa tukaj pridejo te mehke veščine, kakor smo povedali, ne. Tudi sam imam težave, da ne bo pomote. Tudi jaz vsak dan kaj novega naučim. Zdaj pa za konec, kaj bi rekla mogoče za študente, ki tukaj na Ekonomski fakulteti študirajo management pa project management. Kakšni naj bojo njihovi korake, pa v kako naj se v bistvu že čim prej pozicionirajo pravilno, da bojo lahko dosegli neke za svoje zastavljene cilje v smislu projektnega vodenja? Ja, jaz idealno seveda, da dobijo neko službo kot ta projektni asistent ali pa mlajši projektni vodja, ne, junior project manager, ne, ker je pa to, bom rekel, teh služb ni veliko, so pa dostikrat so službe idealne, kakšen poslovni analitik, mogoče kakšen tester nekje, da testira software, da testira v kakšnih zavarovalnicah, kaj v kakšnih bankah, v kakšnih IT firmah, ali pa poslovni analitiki, da se ukvarja s stranko, da se ukvarja s problemi organizaciji in potem izrazi željo, mora izraziti željo. Jaz mislim, da je to dolžnost nekoga, ki bi rad postal projektni vodja, da pride do svojega šefa ali pa do direktorja ali pa do uprave, kakorkoli in pove, jaz bi pa rad bil projektni vodja, je kakšna možnost znotraj organizacije, ker bodimo iskreni, redko kdaj se zgodi, da ti kar nekaj iz neba ponudi. Mislim, moraš biti proaktiven, moraš izraziti željo in mogoče se bo kaj zgodilo, ne. Če boš bil tih in boš upal, da ti bo nekdo daj nekaj prinesel,
vemo, kako je ura. Ne. Če pa v bistvu z druge točke pa mogoče tudi dobro, če imajo možnost, da se pa zaposlijo v podjetju, ki je mogoče zelo projektno orientirano. To pa idealno. To je pa idealno, ne. Recimo, če so pa podjetja, ki so pa čisto projektno orientirana, ampak imajo mogoče celo konsultantske oddelke, vem, da Deloitte ima, je pa to itak idealno. Ne. Samo teh služb ni toliko veliko. Dobro je pa, da tako, kot sem mogoče pred par minuta rekel, da ta CAPM naredijo, da grejo na ta izpit za začetnike, pridobijo ta certifikat in je lažja vstopna točka za naprej. Ne. Marko, še enkrat ti hvala za vse informacije, ki si danes povedal o projektnem vodenju. Hvala še enkrat za vabilo.